Ta petek se v Ljutomeru začenja 10-dnevno praznovanje 66. praznika občine Ljutomer. V ta namen so pripravili številne dogodke, delavnice in aktivnosti, ki bodo tudi tokrat temeljile predvsem na povezovanju občanov in vrednotah. V času praznovanja bomo seveda predali svojemu namenu kar nekaj odsekov cest, in sicer v petek v 10 dnevih se bo zgodilo okrog 50 dogodkov in seveda za to so zaslužni ljudje iz naše občine, ki nenehno delajo, ustvarjajo in skupaj beležimo izjemne rezultate. Z praznovanjem občinskega praznika pričnemo v petek, in sicer 29. julija. Letos smo seveda poudarjali prleške vrednote čez celo leto in tudi vinsko kulturo, in tudi osrednja pozornost v času našega praznovanja bodo prleške vrednote in vinska kultura. Tako da smo si nekako zastavili tudi po dnevih poudarek nekaterih vrednot, ki nas delajo prepoznavne. In radi trdimo, da smo uspešni zato, ker nam v prvi vrsti vedno dajemo poudarek v prvi vrsti našim vrednotam. Smo nekako najprej lotili otvoritve oziroma odprtja prenovljene javne poti Juršovka, Spodnji Kameščak na Kidričevi ulici 35 in pa potem prepešačili do naslednjega odseka, in sicer to je pa odprtje delno prenovljene javne poti proti Juršovki oziroma Spodnji Kameščak, cesta na Vilu. Tudi v soboto bo dan, kjer je poudarjena vrednota marljivost, namenjen nekaterim otvoritvam, in sicer ob 10. bomo odprli in predali svojemu namenu razširjeno in komunalno urejeno poslovno cono za Šparom. Ob 11. bomo odprli prenovljene javne poti v krajevni skupnosti Železne Dveri, druga faza, in sicer naše zbirališče bo v Radomerju 14. Ob 16. uri bomo predali svojemu namenu modernizirano lokalno cesto Godemarci-Marinščak in modernizirano javno pot Radoslavski breg. Nadaljevali pa bomo seveda z krajevnim praznikom ob 17. uri v krajevni skupnosti Radoslavci pri gasilskem domu. To je tradicionalni praznik krajevne skupnosti. Naše krajevne skupnosti pač praznujejo čez celo leto, ravno krajevna skupnost Radoslavci pa v tem času, ko občina Ljutomer praznuje. Seveda bomo v soboto začeli ob 9. z memorialom Aljaža Cafa in Jožeta Gajserja na letišču v Veržeju v organizaciji Aeroklub Prlek iz Ljutomera. Potem pa seveda večerni del zaključili tukaj v prostorih Mladinsko-kulturnega centra. Smo že pri nedelji, 31.7.2022, kjer je poudarek na vrednoti vztrajnost. Namreč kar nekaj športnih dogodkov se bo razvrstilo, tudi poklon kasaštvu v naši občini. V nedeljo bi še omenila, da bo ob 10. uri mašna slovesnost z blagoslovom prleških vrednot v cerkvi svetega Janeza Krstnika v Ljutomeru. In pa povem in tudi povabim vse občanke, občane občine Ljutomer ter prijatelje občine Ljutomer na našo kopališče, kjer je seveda prosti vstop. Bomo pa v nedeljo poskrbeli tudi za naše najmlajše, in sicer za naše otroke. Od 17. do 19. ure jih bo zabaval klovn Sirkec. Seveda bo poskrbel za animacijo z milnimi mehurčki, teater Cizamo v parku prvega slovenskega tabora. Seveda bo dogajanje tukaj tudi v Mladinsko-kulturnem centru v Ljutomeru, in sicer organizirane bodo družabne igre za mlade, in to je v ponedeljek ob 14. uri, potem tudi v torek in pa v petek, se pravi cel popoldan bodo družabne igre, tako da mladi res tudi vljudno vabljeni. Gospa direktorica je že povedala, da so se pač morali prilagajati na določenih lokacijah v teku energetska sanacija,
mestne hiše, občine, tudi Doma kulture, tako da smo seveda naročili lepo vreme, da se bo večina dogodkov odvijalo zunaj v našem čudovitem parku in še kje. Omenjen je bil dogodek Pravljična ura pod hrasti v torek, seveda pa večerni del je bolj seveda poudarjen kulturi. Torek, 2. avgusta, bomo zaključili ob 20. uri z podelitvijo Miklošičeve nagrade in priznanj za leto 2022 in sicer v parku prvega slovenskega tabora. Sreda, 3. avgust, je poudarek na povezanosti oziroma povezovanju. In sicer začeli bomo z ribiškim srečanjem v organizaciji Športne zveze Ljutomer, Društvo upokojencev Ljutomer in Ribiško družino Ljutomer. To bomo predsednika Športne zveze potem še povabili, ko bo predstavljal ostale dogodke. Lani smo seveda začeli tudi z županjino pisarno na prostem pod 100-letnimi hrasti. Tudi letos bo tako in sicer od 9:30 do 11:30 bom sprejela nekatere posebne goste, ki so dosegli nekatere izjemne rezultate v tem letu, pa tudi prosti klepet z občankami, občani, ki radi poklepečajo, po prleško rečeno, tako na prostem, sproščeno. Lani se je ta dogodek res lepo zgodil, tako da tisti, ki ima željo kaj spregovoriti z mano, seveda vljudno vabljen. Ob 17. uri sledi Občina na prostem. To je naša tradicionalna prireditev, kjer se predstavijo društva, zavode, službe, ki dejansko sodelujejo z občino, vse inštitucije, tako da so seveda vse občanke in občani spet vljudno vabljeni, kajti tudi na tem dogodku se sproščeno lahko pogovarjamo o kakršnikoli odprtih zadevah, si razložimo, kaj je možno, kaj ni možno, tisti, ki ne radi prihajajo v samo stavbo. Verjamem, da bo seveda luštno, kajti ob 21. imamo na sporedu dogodek napevi prleškega ljudskega godca Alojza Grnjaka v izvedbi prleških ansamblov na Glavnem trgu v organizaciji etnološko-kulturnega društva Kunštni prleki. Tu bo nastopilo kar nekaj ansamblov, tako da seveda po predstavitvi na Občini na prostem sledi seveda tudi zabava. Čeprav je sreda, jaz verjamem, da se bomo imeli zelo luštno tudi pozno v noč. V četrtek bo potekalo vse v znamenju podjetnosti. V petek bi omenila seveda ob 20. uri slavnostna podelitev nagrad in priznanj, ki se bo zgodila v parku prvega slovenskega tabora. Seveda bo poudarek na hvaležnosti in temu primerno bomo seveda tudi organizirali program z poudarkom na prleških vrednotah in vinski kulturi. V soboto je seveda poudarek na tradicionalnosti, ki je bil že predstavljen, se pravi prleški sejem. Seveda našo praznovanje želimo praznovati ne samo z občankami in občani, tako kot je bilo povedano, organiziranje sejemskih vlak, to je neka posebnost letošnjega leta, tako da vsi tisti, ki prihajajo iz Zgornje Radgone, pa seveda proti nam, proti Ljutomeru, vljudno vabljeni, da se veselite tudi ob rojstnem dnevu naše občine. No, naše praznovanje bomo zaključili v nedeljo, 7. avgusta, kot seveda tradicionalno v organizaciji Turističnega društva Stara cesta bodo se izvedle sodobne rimske igre, seveda s poudarkom na spoštljivost do zgodovine, tradicij in vsega ostalega. Ljutomerska županja je v ponedeljek podpisala še pogodbo za rekonstrukcijo lokalne ceste v Mali Nedelji, kjer bodo zgradili tudi pločnik. V občini Ljutomer nadaljujemo z ambiciozno zastavljenimi načrti v letošnjem letu. Seveda smo se zdaj odločili, da pa vseeno pristopimo k podpisu pogodbe tudi na tak način, da delimo informacijo
v javnost s uradnim podpisom, kajti v tem letu smo podpisali že kar nekaj pogodb v zvezi z izvedbami, in sicer z rekonstrukcijo cest v krajevni skupnosti Stara cesta, potem seveda tudi začnemo z deli za sanacijo mestnega brega, se pravi, zagotavljali bomo varno pot predvsem šolarjem na odcepu, ki v bistvu bolj poznamo kot Čarlijev breg. Potem seveda so v teku številne energetske sanacije v občini Ljutomer, tako da izgleda res kot eno veliko gradbišče. Zaključujejo se tudi rekonstrukcije cest na območju krajevne skupnosti Radoslavci. No, danes pa smo res pred eno zelo pomembno, pred podpisom zelo pomembne investicije, saj se nam zdi razvijanje turizma zelo pomembno. Nekako dva turistična bisera imamo v naši občini, to sta seveda Jeruzalem in pa bioterme v Mali Nedelji. In v biotermah v Mali Nedelji kar nekaj časa oziroma let trajajo aktivnosti v smeri rekonstrukcije lokalne ceste v Mali Nedelji, tudi z izgradnjo pločnika, kajti bilo je potrebno seveda odkupiti določena zemljišča. Ob tej priliki se iskreno zahvaljujem vsem krajankam in krajanom, ki so prispevali ta zemljišča, seveda na odplačen način. Zahvala gre tudi predsedniku krajevne skupnosti, da se je z njimi veliko pogovarjal in tudi seveda našel neko skupno besedo za primerno odškodnino.